Pozdravljeni! Marsikdo izmed vas je že zasledil besedno zvezo umazan zrak v povezavi s Formulo 1. Gre za dobesedni prevod iz žargonskega angleškega izraza dirty air in danes si bomo pogledali, zakaj gre in na kaj vse ima vpliv. Najprej bo treba razumeti, zakaj pravzaprav sploh gre. Prvič, ko se sliši besedno zvezo umazan zrak, lahko marsikdo pomisli, da je kaj vezano z ekologijo, s hibridnim pogonskim sklopom, zrakom, ki ga je treba očistiti. Daleč od tega. Ne gre za nič drugega kot za turbulenco, vrtinec, ki ga ustvari bolit. Zakaj se temu v angleščini reče tako, pravzaprav ne vem. A ker se zavedam dejstva, da mnenje Simona Jazbeca je vse prej kot pomembno, poglejmo, kaj piše kot definicija na strani Maklarna, kjer vidimo, da je umazan zrak med navednicami kot čisti žargonski izraz in da označuje turbulenco, ki jo ustvarja bolit. Sedaj je treba razložiti, kako lahko bolit ustvari turbulenco. Najlepše z našim pomagalom, našim Ferrarijem 642. Vsako telo, ki se premika skozi zračni tok, ga odmika. In če ne drugega, za njim nastane neka praznina, kajti zrak ne more skozi bolit. Zato gre ob njemu, se odmakne in nato, ker v atmosferi vakuum težko vztraja, se zapre, se združi in ustvari vrtinec, turbulenco. Lepše bomo to videli na tem poizkusu, kjer se premika profil in tako ustvari turbulentni zračni tok. Poleg tega turbulentni zračni tok je pomemben zaradi druge zadeve, ki je izjemno zanimiva. V turbulentnem zračnem toku, za razliko od laminarnega, Bernoullijeva enačba ne velja. Torej, ukolikor je bolit v izjemno močnem turbulentnem območju, nima več toliko aerodinamičnega oprijema kot v tistem laminarnem. Inženirji tudi nalašč ustvarjajo vrtince, zato da zmanjšajo zračni upor samega bolida. O tem sem govoril pred meseci. Kogar zanima, si lahko ogleda ta starejši posnetek, ki je posnet sposobnostmi in znanjem tistega časa, a povedano v njem še zmeraj drži. A vrnimo se k nam. Inženirji skrbijo po večini za to, da je šasija učinkovita. Tisti vrtinci, ki nastanejo levo in desno ter predvsem za bolidom, jih ne skrbijo prav nič. Ako sem delal nek hiter pregled dosegljive literature okrog tega pojava, sem zasledil kar na zanimiva tolmačenja. Res, ko bolit vozi preblizu onega, ki je spredaj, ta turbulentni zračni tok, vpliva na njegov aerodinamični oprijem. In nekje, da se bomo razumeli, sodoben bolit Formule 1 generira približno 25% svojega aerodinamičnega oprijema na prednjem profilu, približno 15% na zadnjem in 60% na dnu in seveda difuzorju. Tako da imamo približno nek občutek. In ko zapelje bolit v to turbulentno območje, predvsem prednji in zadnji profil čutijo to spremembo. Sedaj se pojavi tisto vprašanje, kje na progi pravzaprav se rabi aerodinamični oprijem. Na ravnini ne, kot bomo videli v nadaljevanju, temveč v ovinkih.
kolikor bolid sledi v tistem tehničnem delu proge nasprotniku pred seboj, boste opazili, da mnogokrat ni sposoben se mu približati, ker enostavno nima dovolj aerodinamičnega oprijema. Dokaz za to je, da ko ga prehiti v 2 ali 3 ovinkih, se je že odpeljal daleč naprej. A poleg tega je predolga vožnja za nekom, ki te tako aerodinamično ovira, tudi izjemen napor za hlajenje pogonskega sklopa in pnevmatike. Prvič zaradi tega, ker pogonski sklop je pod višjo obremenitvijo, ker se voznik skuša držati oziroma približati, in drugič, ker je hlajenje slabše. Tudi hladilne in vstopne reže, ki so na bolidu, so projektirane zato, da laminarni tok gre skozi njih in ne turbulentni. Težava je nekje drugje. Skozi ovinke se običajno ne prehiteva, zato imamo ravnine. In tu smo videli v zadnjih letih, pride do izraza tako imenovan sistem DRS. A mnogokrat smo ugotovili, da tudi bolid sam trči ob nek, imenujemo ga, neviden zid in se svojemu nasprotniku spredaj, čeprav je na papirju bistveno počasnejši, ne more približati. Najprej se bomo ustavili pri drugi zadevi, tisti vožnji v zavetju. Kolikor zopet vzamemo naš bolid, si lahko predstavljamo, da zračni tok gre v vseh 3 dimenzijah. Torej, tisti zgoraj se nekako dvigne in nato pade dol ter zvrtiči. Na enem in drugem boku se zgodi podobno, le da je obrnjeno v bistvu za 90 stopinj. Zračni tok, vrtinec gre tu, to se združi od spodaj in na nasprotni strani je enako. No, ukolikor imamo nekoga, ki je dovolj blizu, pride v tisto območje, kjer je tlak zraka manjši, ker je v bistvu v središču vrtinca. In to vam lahko pokažem s temi skicami, ki obravnavajo splošne zračne vrtince. Vidimo, da na sredini je tlak manjši, ob robovih bistveno večji. O tem smo tudi govorili v že citiranem prispevku, kjer inženirji se trudijo, naprimer, kolo ustaviti v središče vrtinca in tako zmanjšati zračni upor celotnega bolida. Zato smo tudi videli, da na ravninah pogostokrat ekipa rabi oba bolida, da tisti spredaj odmika zračni tok onemu zadaj. Ko pride do konca ravnine, se oni spredaj enostavno odmakne, kajti drugače bi motil aerodinamično podobo. To se lahko uporablja naprimer na progi, kot je ona v Azerbajdžanu, kjer je ravnina izjemno dolga. Še zmeraj nismo dobili s temi razlagami pravega odgovora. Zakaj na ravninah bolidi se niso sposobni praktično prehitevanja, kot bi se ga marsikdo izmed nas navdušencev želel? Pogledal sem kar nekaj prispevkov in nisem dobil odgovora, čeprav imam sam seveda svojo teorijo. Omenil sem, da na bolidih je sistem DRS, Drag Reduction System, ali sistem za zmanjševanje upora. Razumeti moramo, da na ravnini aerodinamični oprijem ni potreben, potrebno je pa zmanjšati zračni upor. In sam sistem DRS naj bi tu izravnal tisto škodo, ki jo povzroča bolid spredaj. Kot ste verjetno razumeli, če se oni bolid, ki sledi, ne nahaja v tistem območju središča vrtinca, je na robu. In ko se približuje, trči ob tisti rob, ki se razteza od bokov bolida,
pa približno do kar nekaj metrov za njegovim zadkom in je ujet. Trči dobesedno ob nek neviden zid, ki ga ne spusti naprej. To lahko enostavno dokažemo s formulo, ki je prava za računanje zračnega upora. Vidimo, da je kar nekaj spremenljivk notri, ampak površina bolida je ostala ista. Hitrost bomo tu zanemarili, rekli bomo, da je konstantna. A tlak zraka je še kako pomemben. Kolikor se zviša tudi zračni upor. In morda je to dovolj, da na ravnini prepreči onemu zadaj, da bi prehitel, seveda brez pomoči sistema DRS. Kot se dobro spomnite, v vezi s pravili je treba imeti razdaljo manjšo od sekunde oziroma zaostanek manjši od sekunde na tisti detekcijski točki v ovinkastem delu proge, preden sistem dovoli uporabljati to napravo na ravnini. In sedaj se morda lahko začne malce svitati, kako deluje aerodinamika na bolidu Formule 1. V osnovi izjemno enostavno, ampak ker so bolidi tako učinkoviti, prvič generirajo ogromno vrtincev in drugič, vsaka motnja v zračnem toku še kako vpliva. Govorijo, da bolidi Formule 1 občutijo vrtince lahko tudi 100 metrov preden pridejo za svojega nasprotnika. Bliže, ko pridejo, bolj čutijo to aerodinamično motnjo. In sedaj bomo prišli na tisto območje, ki povzroča med navdušenci največ vprašanj in največ dvomov. Na novo generacijo bolidov. Namreč, kar naenkrat smo slišali, da zaradi tega, ker bomo imeli bolide, ki bodo bolj izkoriščali aerodinamični učinek dna bolida, ta vrtinec ne bo prišel toliko do izraza. Ampak razumeli smo, da tisti oprijem, ki ga generira profil in seveda dno bolida, pride do učinka predvsem na ovinkastih delih. Torej, tam, kjer je potrebno slediti nasprotniku pred nami. Na ravnini to učinka nima. Če pogledamo te izjemno zanimive simulacije CFD, kak naj bi bil učinek zračnega toka nad in ob bolidu nove generacije, bomo videli dve zadevi. Da ob bokih bo ta izjemno zmanjšan v primerjavi s tistim, kar smo videli v sedanji generaciji. In tisti zračni tok, ki ga nekako zadek bolida privzdigne, bo še bolj privzdignjen tam visoko v nebo, kjer ne bo motil tistega, ki sledi. Po svoje to bo pomenilo manj zavetrja, a po drugi strani bomo lahko videli bolj stabilne bolide, ki ne bodo imeli takega negativnega učinka, ko bodo trčili ob tisti rob, kjer je zračni tlak zvišan, vsaj po teoriji, vsaj po tistem, kar sam razumem o tej dinamiki, ki se dogaja zadaj. Gre seveda za mojo interpretacijo, ki je lahko seveda napačna. Mnogokrat sem priznal, da nisem inženir in da moje znanje je tisto, ki sem ga pridobil sam v raznih člankih, v raznih knjigah in lahko sem marsikatero zadevo slabo razumel. A na marsikaterem prispevku, ki sem ga prebral, mi je manjkal prav ta del, kaj se dogaja v ravnini in zakaj bolid ni sposoben prehiteti nasprotnika pred seboj brez uporabe DRS-a, čeprav je malo prej bil na manj kot sekundi zaostanka. Ta razlaga, po mojem osebnem mnenju, daje nek smisel celotnemu razmišljanju, ampak kolikor imate vi boljšo teorijo, imamo za to tudi opombe. Vsekakor pa sam v slovenščini tega ne bi imenoval umazan zrak oziroma umazan zračni tok, temveč
enostavno turbulenten zračni tok ali vrtinec. Vsakomur je bolj jasno, zakaj gre, in nihče se ne sprašuje, s kom bo treba zrak oprati. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.